se je okrog Jezusa zbralo veliko cestninarjev in grešnikov, da bi ga poslušali, so pismouki in farizeji začeli godrnjati. Ta sprejema grešnike in z njimi celo je. Tedaj je Jezus povedal priliko o pastirju, ki je imel zelo rad svoje ovce in je zanje lepo skrbel. Imel jih je 100 v svoji čredi, a vsako je poznal po imenu. Tudi kadar so volkovi hoteli napasti čredo, jih je pogumno branil. Ni se bal za svoje življenje. Odgnal je zveri proč in spravil svoje ovce na varno. Nikoli jih ni pustil samih. Nekega dne pa se je eno jagnje oddaljilo od črede in se izgubilo v divjini. Ob koncu dneva je pastir ugotovil, da ena ovčica manjka. Oziral se je naokrog, pa je nikjer ni videl. Nazadnje je vse svoje ovce spravil v ogrado in šel iskat izgubljeno jagnje. Dolgo je iskal, klical je in klical izgubljeno ovčko, pa je ni bilo nikjer. Šel je še dalje v divjino, ni se hotel vrniti brez nje. Končno je v daljavi zaslišal otužno beketanje. Šel je za glasom in zagledal svojo ovčko, ki se je zapletla v trnov grm. Zaganjala se je sem in tja, pa se ni mogla rešiti. Žalostno je meketala in čakala. Pastir je pohitel k njej, da jo reši. Sklonil se je nadno in se tudi sam ranil s trnjem, a mu ni bilo mar za bolečino in rane. Nazadnje mu je uspelo rešiti ovčko iz grma. Dvignil jo je na svoja ramena in jo vesel odnesel domov na varno. Sklical je prijatelje in sosede in jim rekel: "Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila." Resnično, resnično povem vam, je dejal Jezus ljudem, ki so ga poslušali. Prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja.